Zelena barva pomirja in navdihuje, v obliki dreves in grmovja pa tudi varuje. Enim ustreza postrižena, drugim očarljivo razkuštrana, a dejstvo je, če se vzdrževanja žive meje ne lotimo na primeren način, se lahko od nje po hitrem postopku žal tudi poslovimo. Tokrat vam v sklopu rubrike, s katero skrbimo za ozelenitev planeta, predstavljamo orodja in postopke, s katerimi boste še dolgo zavarovani pred radovednimi pogledi sosedov. Slovenci radi okrog svojih bivališč postavljamo meje, a ob tem se postavi vprašanje, katero pravzaprav izbrati. Urban Antolin, pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, na izbiro imamo kar nekaj rastlin. Seveda, rastlin imamo veliko. Zdaj v osnovi se odločimo, ali bomo imeli listopadno živo mejo ali pa zimzeleno živo mejo. Zdaj, za listopadno živo mejo lahko uporabimo recimo gaber. Za zimzelene žive meje imamo tudi nekaj rastlin tukaj, lahko predstavimo recimo tisa, potem ciprese, smaragdne, potem lovorikovce, ileks in pa seveda kotonoaster, ki je najbolj hitro rastoča. Ta prav pride tistim, ki recimo ne bi radi gledali sosedov oziroma nimajo dobrih sosedskih odnosov. Tako. Letošnja pomlad je precej mokra, še predtem pa je rastlinam škodovala pozeba. Očoka lahko začnejo rumeneti in rjaveti, pojavijo se lahko tudi bolezni, zato je pravilno vzdrževanje žive meje še toliko bolj pomembno. Veliko orodja imamo na izbiro, od električnega, recimo električne motorne škarje, potem akumulatorske in seveda ročnih. Zdaj, ročne škarje uporabljamo za nizke žive meje, za manjše stvari, recimo za pušpane, ki so dejansko že skoraj izginili iz naših vrtov, nadomešča jih ileks, ki ga imamo tukaj. Potem motorne škarje za večje površine, akumulatorske, da nimamo hrupa. In pa seveda za visoke žive meje uporabimo motorne škarje za živo mejo, katere lahko še podaljšamo in tako dosežemo res do višine. Pri obrazovanju si pomagamo s koli in vrvico, da pridemo do ravne višine, spomladanski rez opravimo, da pospešimo tvorbo novih poganjkov, z jesenskim pa pospešimo zgoščevanje same žive meje. Urežemo lahko z akumulatorskimi škarjami in gremo na višino. Za samo višino, tako da lepo samo popravimo in dobimo lepo ravno živo mejo. Za konec pa torej za sabo še pospravimo. Tako je. Veje lepo pograbimo, počistimo za sabo, naložimo na perkolco, odpeljemo s traktorjem ali s kakim drugim sredstvom, lahko domov, lahko na kompost, lahko tudi veje zmeljemo, recimo z drobilcem in jih uporabimo za zastirko pod živo mejo. Pazimo pa, da živa meja ni bila bolna ali pa z škodljivci napadena. Urban, najlepša hvala za danes, za vse te koristne nasvete. Hvala vam.